Lep dober večer. Zamujam točno pol minute, zato ker sem šla po eno kuverto, ki vam bom razložila, zakaj je pomembna ta kuverta. Dober večer sem skupaj, Tanja Skasa z vami, tako lepo uro imam, 20:20, jaz bom skozi imela to uro, 20:20. Upam, da me slišite. Zdaj sem ugotovila, Facebook ima eno novo funkcijo, da lahko povabim kakega gosta. Krasno, odlično, tako da zdaj bo definitivno, če mogoče ne naslednjo, ampak sigurno bom v vsako spustila, bom vsako imela nekoga zraven. No? Odvisno od teme, katero bom imela, in takrat bom želela nekoga slišati. Nekoga, ki pač je naredil spremembo. No? Tako, če boste za to. V redu? Najprej lep dober večer sem skupaj, lepo, da smo ponovno skupaj. Vidim, da so 20-minutni videi 10krat boljši kot pa tisti 40-minutni. Resnično ne vem, zadnjič prejšnji četrtek sem poskušala tako vam povedati nekaj dobrega. Upam, da je bilo kaj tudi takšnega, da ste lahko dober večer sem skupaj, res, čer, da ste lahko kaj vzeli zase, ponesli in tudi kaj implementirali v svoje življenje. Najprej pa tako, iskrena hvala, ker ne vem, koliko veste, da mogoče določeni ljudje samo skozi moje videe, ki me spremljajo, delajo takšne spremembe, da temu se reče, na obredu mi rečemo havš, to je skoraj več kot hvala. Tako da, resnično zelo sem počaščena, tako hvaležna za to. Zdaj si bom vzela 3 minutke in se bom najprej zahvalila za vse tisto, kar bi vam želela se zahvaliti. Druga zadeva, kaj sem hvaležna? Tako sem hvaležna, ker jaz resnično ne morem verjeti toliko krasnih, dobrih, ne vem, kaj naj rečem, takih prošenj, kot sem jih dobila sedaj, v tem času, zato ker iščem razvojno menedžerko, to pomeni nekoga, ki bo moja desna roka, v resnici, glih malo drugačna, kot jaz, to si najbolj želim, to pomeni, da malo jo želim drugačno, še celo vidim, še celo tako sem rekla, kaj če bi bila črnolaska, ampak ne, fora je v tem, da toliko dobrih prošenj, res iskrena hvala. Toliko ste se poglobile, drage dame, noro, in jaz lahko samo eno zberem. Tako da sem se odločila, da bomo še kako zbrali za Skazo, ker je toliko dobri, da ne morem, da sem rekla, lej, jaz bi kar enih 5 vzela, tako da, iskrena hvala. Naslednja, res sem hvaležna za to, zato ker poglejte, zdaj pokličem eno mojo kolegico, pa rečem, danes imam Zoom, pa sem imela prej čop, pa rečem, prosim, lepo, me lahko vzameš, takoj me vzela, da sem lahko pred vami, da imam v redu frizuro, tako da hvala, draga Anita, za to, da si mi naredila to uslugo. Če vidim, komu se še moram zahvaliti. Zahvaliti za, eno izmed zelo pomembnih, za krasne ljudi, ki si dovolijo odpirati srca, ker se zavedajo, ne vem, če se zavedajo, potem, ko grejo z mano na obred, se zavedajo, da v življenju je čisto vse ljubezen. In da vsi tisti, ki ste me že zdaj dokaj spoznali, da veste, da vse, kar želim, čisto vse, kar želim, samo ljubezen širiti naprej. Samo to mi je pomembno, ker ko smo mi v ljubezni, potem avtomatsko to ljubezen lahko tudi spremenimo, damo v posel, iz te ljubezni pridemo najprej v radost. Danes smo delali z enim podjetjem strategijo in to prvo, kar sem rekla, zdaj, če ne bomo v joju, ne bomo naredili strategijo za naslednjo leto. In res smo se imeli fajn, odlično in tako funkcioniram in srčno upam. Prosim, ne ustvarjajte z umom cilje ali pa karkoli, delajte iz srca. Naj vas srce vodi, naj vas ljubezen vodi. In iskrena hvala za vse srčne ljudi, za vse ljudi, ki si dovolijo tako, odvrči vse ščite in spoznati sebe, to čisto svojo ljubezen, takšni kot so, rečemo temu goli, videti, koliko je svetlobe noter v njih, koliko je resnice, in to širiti naprej. Vse vem, da ni glih enostavno, ko nekaj takega doživimo, potem smo najprej fascinirani nad tem, kdo v resnici smo, in potem, če znamo pravilno implementirati skozi življenje, to pomeni skozi faze, videti, kaj se nam dogaja, lahko naredimo spremembo. Sem pa prepričana, da vsi tisti, ko prvič grejo na kakršenkoli obred s pripravo, da nikoli več niso enake osebe, ampak so vsak dan boljše osebe.
In če je katera od mojih ali pa kateri od mojih strank ali pa ki ste šli z mano, mogoče samo napišite, če to drži. Ali po obredu ste drugačni ljudje, ali po obredu drugače doživljate to življenje, ali po obredu vidite, da življenje je enostavno in da si ga mi kompliciramo, da smo res ta beseda kreatorji svojega življenja, da niso kreatorji drugi, to pomeni, karma pride nazaj. To, ko smo mi dobri do ljudi, toliko pride nazaj. To, ko mi dajemo, toliko pride nazaj. Seveda, če dajemo s srcem, bo tudi prišlo nazaj. Če pa dajemo zato, kar bomo danes govorili, zato, ker je to dobro, zato, ker nas bo videl sosed, ker nas bo videla soseda, ker bo to dobro za to pa to pa to pa to pa to pa ne bo prišlo nazaj, kvečemu bo prišlo nazaj podobno na tak način. To pomeni za nekim, neko željo po koristi, po nečem, da se vrne. Zato pa, bolj ko delate iz srca, bolj ko čutite, to pomeni, ko vi rečete, to pa ne bi jaz delal, to pa ne čutim, da je dobro, to pa ne znam, lažje boste sledili svojemu srcu. Ok, to je to. Hvala, res hvala za vse krasne ljudi. Ne boste verjeli, in zdaj pogledam, jih je bilo glih 100 gor. Čik, 100. Je pa tema, se ne vem, to je kak je fajn, ko se zdaj lahko pogledaš, pa potem vidiš, da ne smeš dati za uho. Evo, Alenka, hvala. Evo, Alenka napisala čisto drugačni. Evo, Eva, tudi tako da, joj, vidiš, kako lepo, evo, vam pišejo, drži, nismo in mi lahko pošiljamo srčke, mi se zavedamo, da ko pošiljamo srček, da je to res ljubezen, lahko govorimo resnico, tudi če je resnica malce boleča, zaradi tega, ker vemo, da če resnica prihaja iz srca, je to samo nekaj, kar nam dovoli, da zaradi tega rastemo. In vsaka povratna informacija majčken zaboli, ne? Evo, je fajn, res je. Super, evo še ena moja, 2 moji sodelavki ste celo napisali, to pa si štejem v čast. Zaradi tega, ker tako pravim, kdaj pa kdaj vmes se zjokam, res, da me boste slišali, ko vem, kako določene stranke hrepenijo po meni, kdaj me bojo slišale, kdaj me bodo videle, še Dani Polajnar, to je pa oseba, Dani, naš največji helper, ki je pomaga, tako da, dragi moji, na obredih absolutno nisem sama, imamo najboljše šamane, po drugi strani imamo pa najboljšega helperja, in sicer Danija Polajnarja, ki je tudi napisal knjigo, če veste, Samorok, Iza in Samorok, upam, da sem prav rekla, ampak najboljšo knjigo, to pomeni o Izi Login in Samotologin, kako priti v 7 letih do milijarde. Čeprav midva tam samo želimo, da odprete svoje srce in da začutite sebe in da vas ponese ta pot najprej do svoje sreče in potem posledično bo tako uspeh prišel. Ok, evo, zelo lepo, hvala tudi vsem tistim, ki pišete, ki se najdete noter v tem, pa čeprav naj povem, da marsikdo je tako rekel, pa dej, Tanja, pa ne more to tako biti, pa dej, kaj bo zdaj spet prodajala. Pa vsako gre, reče, wow, da to pa sploh ni mogel doživeti. Tek mi ne paše, bom takole naredila. Ok, gremo zdaj k naši temi. Tako da iskrena hvala res za vse srčne ljudi, ki si dovolijo to narediti, dovolijo pogledati vase in se zavedati, da je takšno življenje lahko lepše, ko sledimo sebi. Kaj je moj mož meni zdaj rekel? Evo, tudi Barbara se javlja. Moj mož je meni zdaj rekel, je rekel, a imaš oddajo? Super, kaj lepo opravi. Mislim, noro. Ko si v ljubezni, si vse posod v ljubezni. Si v ljubezni doma, si v ljubezni v službi, vse posod. Hotela sem nekaj drugega povedati. Ampak zato mi je bilo tako lepo, ker je moja sodelavka se javlja, oziroma vsekakor Savina, ko govorimo, jaz ne govorim o Savini Taja, pa govorimo o naši Savini Premzelj, to je moja sodelavka. Normalno, da ona je z mano in da ona absolutno pravi, da vse drži srčno in verjamem, da srca. Medtem, ko pa moja sodelavka tudi napiše, izkaze, da je to res, da obred pomaga, pa jaz si poštejem največjo čast. Zakaj? Kaj sem vam želela povedati? Saj veste, kako vedno rečejo, kar je doma, nikoli ni tako dobro tisto, kar je do zunaj. In marsikdaj od mojih strank, ko vem, ko pripravljam stranke na obrede ali pa tako, ko se pripravljamo z namerami in tako naprej, so tako odprte, želijo deliti, želijo se, ne vem, res poskušati priti do tega, da so najbolj pripravljene za obred,
A veste, ko imaš pa to doma, ti naši pa ne. Ti naši me pa čisto vse v redu, vse je zadovoljno, vse je ok. Zato včasih mi je tako hudo, ker si predstavljam, kako, glede na to, da v našem podjetju mi smo izredno odprti, res smo odprti, tako povezani kot ena družina, v tem stilu, da si kar veliko povemo, hodimo skupaj na obrede in tako naprej, pa čutim, kako ne rabijo me včasih, gledam pa zunanji, koliko me več rabijo, pa vem, da bi me naši lahko 3-krat več imeli na takšen način, kot pa zunanji, ampak tako je, no. No, zdaj grejo pa moji sodelavci na obred in se bomo imeli krasno, odlično, tako da komaj čakam. Zdaj pa gremo k temi. Smo zato in zato sem zdaj porabila 11 minut. Okay. Hvaležnost je tista, tako vsak dan, ki si bolj hvaležen, vsak dan se ti tudi vse lepo zgodi. Jaz, na primer, kadarkoli pogledam na uro, se mi tako zgodi 14:14, 15:15, 16:16, ne vem, 17:17. To zdaj ne, da vsako uro gledam, ampak takrat, ko pogledam, se mi vedno številke pozložijo, ali pa 11:11, 22, ponavadi 22:22 gremo v poslo, tako da že to, kar rečemo, ok, le mi spet vesolje povedal, zdaj pa je čas. Ok, no in zdaj gremo k temi, ki se mi je zdela pred 10 leti. V življenju ne bi govorila o tej temi, v življenju ne bi si predstavljala, da bom danes tako odprto govorila z vami, čeprav sem to odprto v knjigi napisala. V knjigi imate, to pomeni v poglavju, to pomeni tisto poglavje, kaj bodo pa rekli ljudje, ne ukvarja se z govoricami, je eno poglavje, kjer je na nek način všečnost ali uspešnost, no, in zdaj se dotaknemo teme, ki je povezana s tem. Zato pravim, če bi me pred 10 leti vprašali, ne vem, če bi upala tako govoriti o tej temi, se pa spomnim, ko sem pisala kolumne, to je tam 2015, 2016, da je bila to ena izmed res bolj branih kolumn, res med, veste, takrat, ko dobiš. Drugače pa naj povem, da tiste kolumne, ko sem jih jaz pisala, so bile ponavadi med najbolj branimi članki. Ja, ker so jih odprto, iskreno, že takrat sem delala s srcem, ampak takrat sem rekla, le se mi noben nič ne more, Nobenemu nisem potrkala na vrata, da mi vrata odpre, ampak so se vrata odprla na pošten način. Ok. Kdaj smo všečni? To je tema, ki ste mi takrat napisali, ker pač se je Zoom ugasnil, oziroma ne Zoom, Facebook zaprl, me niste več slišali in potem bi mogoče se malo tega dotaknila. Kdaj v resnici smo všečni? Takrat, ko je naše srce tle, naš pa tam, naša duša pa tek sploh ne ve, kje je. Pomeni, ko želimo drugim ugajati, ko želimo drugim, da nas vidijo, in bolj, ko želimo biti všečni, bolj bežimo od sebe. Manj vemo, kaj v resnici želimo in kaj najhuje. Kakorkoli sem prepričana, da se spomnite. Če zdaj pogledate nazaj, koga ste si bolj zapomnili, tisti, ki so bili bolj avtentični, ali tisti, ki so želeli bolj ugajati. In sem prepričana, da so vam, zdaj vi mene spremljate, tako da po moje ste vi taki, ki to, se vam zdi, da je to tako, ste raje videli ali opazili osebo, ki je bila avtentična. No, zdaj, če mene spremljate, pol vam je bilo tudi pri meni to zdaj všeč, vam je vedno bolj všeč, čeprav sem bila vedno mogoče malo avtentična, ampak na nek način sem pa tudi rada bila všečna. Všečna zaradi tega, kakšna naj bo ta prava menedžerka, kakšna naj bo ta prava podjetnica, kakšna naj bo ta prava vodja. Mogoče glih zaradi tega, ker skozi postavljamo neke kriterije, skozi so neke lestvice, kdo je najboljši, kdo je tak, konstantno je ta tekmovalnost in potem pač ti želiš nekoč biti, mogoče mi je tudi to pomagalo, da me danes zaradi tega poznate. Mogoče kdo sploh ne bi vedel, kdo sem. Danes me pa vi, ki me spremljate, to tudi na tak način me poznate. In ko mi želimo ugajati drugim, nam je vedno težje in vedno bolj smo izčrpani in vedno bolj izčrpani hodimo domov. Vedno bolj izčrpani hodimo domov. In glede na to, da se nam zgodi, da v službi ali kjerkoli, pač v službi, no zdaj bom rekla na delovnem mestu, želimo biti všečni, ugajati, drugim jih poslušati. Takrat se spomnim pred 10 leti, kokrat je meni Igor rekel, zamenjala si področje, tu si doma, v službi si pa v službi. Pri meni se je pa zgodilo tako, da v službi, to pomeni v plastiki izkaza,
se mi je zdelo, da sem prišla domov in da imam tam svoje otroke, ki je pomembno jih nahraniti, poslušati, tudi če 10krat eno stvar niso naredili, ampak je vedno razumevanje, že nekaj je prišlo vmes in tako naprej. Veliko je bilo žrtev, veliko tega, nasplošno. In potem, ko sem prišla domov, sem odigrala vlogo, tisto, ki bi bilo pomembno v službi odigrati. Kakšna je bila ta vloga? Večkrat to tudi povem, na način, da potem poskušam namesto otroko reči, da ga pocartam, da ga objamem, pa da mu rečem, ok, a nisi naloge naredil, v redu je, pol ti dan še že ni bilo, zdaj malo prej moj sin je spal, preden gre na trening, ja, zdaj je že šel na trening, in jaz pogledam, rečem, malo si utrujen, včasih se spomnim, kako bi bilo, bi rekla, jo, pa ne moreš zdaj spati, kao pa delo zvečer in tako naprej. Zdaj prepuščam življenje, da gre po takem, ko prepušča se tako kot flow, samo naj teče, naj je tako kot komu paše, ker bolj, ko sam zna sebe človek poslušati, lažje tudi zna potem upravljati svoje življenje in živeti to svoje življenje. Ampak zakaj to počnemo? Zakaj to počnemo in zakaj to delamo? Prva stvar, katera je, prva stvar, katera je, to zdaj tako vmes, niti podraslo iz mojega me pomagalo, da sem danes drugačna. Marsikdo se izredno smeji za vse te afirmacije, katere so. Jaz vedno tako se zahvalim, ne boste verjeli, Lucy Hay, vedno, tako vsak teden, po moje, hvala, da si prišla v življenje in mi prinesla način, da sem začela razmišljati z afirmacijami. To se vedno zahvalim. Vse moje stranke, katere delajo z mano, vsi, ki so, ne vem, tudi od znancev, prijateljev, čisto vsi, je prva stvar, katero začnem in najdem afirmacije, to je tako, kako najdem afirmacije. Medtem, ko stranka karkoli govori, ali oseba, ali prijateljica, prijatelj, takoj vidim iz pogovora, kaj je tisto, da bi lahko z afirmacijo življenje malce si spremenil ali tudi dejansko sam pogled. In bi vam dala en predlog, da bomo nadaljevali temu všečnosti in tega, zakaj želimo biti starši svojim sodelavcem, ne pa naprimer voditelji in graditi odnos. En predlog, če mi dovolite, take majhne kovertice lahko najdete kjerkoli, kovertice. Male koverte lahko najdete v Millerju, no jaz jih ponavadi kupujem v Millerju, in to je koverta, kjer je dobro, da si pripišete tiste afirmacije, ki so vam blizu, zato da naredite spremembo. In zdaj za vse tiste, ki želite biti všečni v podjetju in manj, to pomeni, kaj pomeni všečnost? Da želite, da vas imajo radi, da vas razumejo, da jim boste, naprimer, tudi če ne bodo naredili, da bo to ok, da v redu je, se jih razumete, pa po drugi strani, ko ste pa hudi na njih, pa naredite to z agresijo, zaradi tega, ker vas je strah osebi v resnici povedati, ne vem, tole pa ni ok, ali lahko karkoli spremeniš glede tega, ne vem, pričakovala sem, da bi to naredila do torka, danes je četrtek, niti mi nisi sporočila, da ti to ne bo uspelo. Mislim, to je lahko čist navaden ton, to ne rabi biti ne gor, ne dol. Jaz se spomnim, kakšni so bili moji toni. Najprej so bili taki ful nežni, ko pa je bilo potrebno karkoli povedati, da pa ni tako. Mislim, pri meni se je že videlo, ko sem padla mogoče malce v žalost in potem so oni hoteli zaradi tega, da me osrečijo, hitro narediti, vendar oni niso moji otroci in jaz nisem njihova mama. Isto tako tudi pri vas. Vam predlagam eno majhno koverto. Jaz resnično, že ne vem, to pa res 2 ali pa 3 leta je pa tudi afirmacija, to sem bitje luči, resnice in ljubezni in sem prepričana, da od takrat, ko to afirmacijo ponavljam dnevno, da se mi tudi tako zgodi, da ne želim delati, če ne delam iz ljubezni. Ne želim povedati, če ne bom povedala po resnici. In absolutno, takoj ko vidim, zakaj tudi zaznam temo, ko nekdo začne s črnimi scenariji, ja, ampak to je zdaj to je tako, to je gor dol, jaz kar ustavim pa rečem, zakaj gremo dol? A obstaja kakršnakoli možna pot, da gremo gor, da najdemo kako rešitev navzgor. In sem prepričana, da je ta afirmacija mi tudi pomagala mojemu razmišljanju. In zdaj imam 3 afirmacije pripravljene za tiste, ki želite biti všečni, bolj kot uspešni. Mislim, saj vi želite biti všečni, ker mislite, da boste s tem uspešni. V resnici
pa pride do kontraefekta. A veste, starši, tudi ko otroci naredijo karkoli, naprimer, razbijajo kaj, ali pa, ne vem, karkoli se naredi, moj sin reče, ups, se mi je zgodilo, ups, se mi je ponesrečilo, ali pa karkoli. Ti v tistem momentu, karkoli pač že prišlo, boš rekel, ja, v redu je, saj je vse v redu. In zdaj si to predstavljite, da vam v službi, no pa da jih slišimo, tam je všeč, ok. Ampak, Katja, naj se razložim, Poanta je, da vedno kot starš, tudi če ni delo opravljeno, ne boš odreagiral in potem posledično ni to dobro ne zate, niti za tvojega sodelavca. Zaradi tega, ker sebi zmanjšuješ vrednost, lastno vrednost, absolutno pa tudi sodelavcu, da ne daš priložnosti, da razvije svoje potenciale. Ok, 3 afirmacije, katere sem si pripisala. Zdaj vmes, ko sem malo se pripravljala, da vidim na video. Prva afirmacija, ki je najbolj pomembna, da prenehamo z všečnostjo, je to. Sprejemam sebe in sprejemam tudi druge. Lahko napišete sprejemam sebe, sem tukaj napisala sprejemam sebe in druge. Sprejemam sebe in druge. S tem boste vi poskušali ne biti 100-odstotni, ampak si boste dovolili, da ste tudi 80-odstotni. Potem si boste dovolili, da tudi kakšna beseda, tako kot včasih se spomnim, ko ste mi videe ste mi označevali, pa tako, pa dvojina, pa karkoli, ne slišite potem tega. To pomeni, ne zmoti vas, tudi če beseda ni pravilna. Jo preslišite. Ja, koliko sem jaz včasih se obremenjevala. A bom pravilno slovenski stavek povedala? Zdaj se mi zdi, da odlično govorim, včasih sploh ne slišim, če mi kakšna beseda uide. Ok, to je prva afirmacija. Druga afirmacija, ki se mi pa tako, ta je pa tista, ki je pa meni kar bila malo težja, je bila pa ta malo težja na začetku, ampak potem je bila pa odlična, potem je pa ful šlo. Sledim sebi. To pomeni, ko so vsi rekli, sledim sebi in s tem, naprimer, in si zaupam. Sem to, sledim sebi in si zaupam. Pomeni, ko je nekdo rekel, wow, kako to dobro dela, in včasih je bilo tako, da sem jaz to tako rekel, ja, pa res dobro dela. Ne, zdaj se ustavim, pogledam, šteka. Aha, to pomeni, šteka mi, a mi dela v redu, me slišite? Šteka mi, v redu bomo videli. Če mi šteka, mi napišite, če mi šteka, pomeni, da sem že danes predolga. 20 minut, evo, to je to. Mogoče bi mogli že končati. Ja, šteka. Ok. Pol mogoče moram že kmalu. Pri meni je vse ok. Jožica super. Pri njej Jožici je vse ok. Bom pol pogledala. Ok, gremo drugo. Druga je sledim sebi in si zaupam. Hvala, Nika. To so tiste pa hvala, Alenka. To je to, ko pač si povezan z ljudmi in pa si skozi povezan z njimi. Skozi. Mateja? Vsemi sem povezana. Nič ne šteka. Hvala, Katja mi na veliko napisala. Da ja vidim. Bravo, Katja. Ok. To pomeni, 2 smo zdaj dali. Ta tretja afirmacija, katero sem napisala, ta je pa tista, ki začnete odpirati svoj srček. Je pa to. Vse, kar delam z ljubeznijo. Vse, kar delam z ljubeznijo. In vam garantiram, kaj se vam bo zgodilo. Ko boste padli v se boste počutili utrujeni na sestanku, tako vas bo izmozgalo. Včeraj je prišel en gospod k meni v pisarno v Ljubljano in je rekel, in me takoj videl, je rekel, wow, danes ste pa ful utrujeni. Ja, ampak to zaradi tega, če je kakšna tema, ko je preveč noter vklopljenega, tako preveč se utrudim. Ko pa delam iz srca, se pa ne utrudiš. Ura je 20:45, kakor me vidite, pa če bi se kdo zdaj javil, tistimi, katerim sem strategijo delala, smo bili skozi polni, nahajpani cel dan, še 2 klica vmes sem imela, frizerju sem šla in zdaj sem z vami. Ja, z družino sem bila malo, ampak bom to zdaj nadoknadila. V redu, smo slišali 3 afirmacije, ponovim. Prva afirmacija je, sprejemam sebe in druge.
S tem, ko boste to izgovorili, sprejemam sebe, dajte si to napisati na tako majhno kovertico. Ta kovertica je vedno v vaši torbi, mala koverta je v vaši torbi, vsako jutro, vsak večer preberete. Obljubim vam, res vam obljubim, po 21 dnevih boste že mogoče lažje karkoli govorili, vse drugače počeli. To je prva. Sprejemam sebe in druge. Druga, sledim sebi in si zaupam. In tretja, vse, kar delam, delam iz srca. Lahko danem vse, kar delam, delam z ljubeznijo. Vse, karkoli. No, dajmo tega, kar sem si ga napisala. Vse, kar delam, delam z ljubeznijo. Super. Evo, to so te 3. Čudovit zaključek večera, hvala ti srca. Evo, Darja mi je že napisala, da sem konc. Te 3 afirmacije bi lahko bile čisto dovolj za zaključek. Evo, tudi Sonja se javlja. Kaj krasno je to slišati. Dobro, cilj vsega tega je bilo, da ta všečnost se pol najbolj odraža v službi, pri prijateljih, mogoče pri kakih znancih, kolegih, najmanj pa ta všečnost potem nastopa doma. Zato, ker takrat je pa prav, a veste, ne moreš masko imeti konstantno gor. Jaz takih ljudi ne poznam. Če pa jih vi poznate, pa lepo prosim, povejte mi, ker bi res želela kak intervju narediti s osebo, ker zna nositi tako dolgo masko, da jo v resnici enkrat ne da dol. Ko pa si takšen kot si, pa greš od doma takšen, prideš v službo, si s sodelavci, si s partnerji, si s strankami, si s prijatelji, si konstantno enak. In všečnost vas vodi v izčrpavanje, v burnout, v stres, ne vem, vse kar drugega, kar bi vam lahko naštela. Ko pa delate iz srca, ko pa delate z ljubeznijo, delate pa tudi uspešno. Zaradi tega, ker se zavedate vaše najprej dodane vrednosti. V podjetju ste prav tako, da ustvarite dodano vrednost, vendar ne samo za delodajalca, ne samo za podjetje, predvsem tudi za vas. A veste, ko človek ne dosega rezultatov, ni osebe, ki bi želela ne dosegati rezultatov. Kvečemu ima potem večjo stisko in zaradi tega mu pada lastna vrednost. In kaj je pomembno? Da se o tem pogovarjate, da veste, da znate in ne glede na to, a ste vi vodja, potem tudi vam pada lastna vrednost. In bolj, ko se boste znali to lažiti, pa vse bo v redu, pa vse bo v redu, pa vse bo v redu, bolj vam bo padala lastna vrednost. Bolj, ko boste znali reči, ok, lej, to smo se probali, to ne gre, jaz opravičujem, bom pol prebrala, to smo vse probali, to ne gre, rabimo nek drugačen obrat, rabimo narediti, ne vem, transformacijo, preobrazbo, karkoli, neko spremembo, ker to, kar ste delali, ni pilo vode. Mislim, ni pilo, kako se temu reče? Ni dajalo rezultatov. Ta lepša. Ni dajalo rezultatov. Ko pa si bomo dovolili narediti spremembo, boste pa tudi sebi dovolili svojo pot. In afirmacija, kot je sprejemam sebe in sprejemam druge, vam bo tudi dala možnost, da boste odprli vrata drugim ljudem, da bodo prišli do vas in vam pomagali, da naredite to spremembo. Rečemo, da bi bilo to dovolj za danes, ker je res že toliko, skoraj 30 minut, 20 minut sem pa rekla, da bi bilo krasno, pa odlično. Eno temo bi imela, ki se mi pa zdi tako, ki mi pa vsakič, ko sem na obredu, na vsakem obredu, no res, a veste, tako mi pride ven, da jaz resnično vse, kar bom delala, bom samo širila ljubezen med ljudi. To je moje področje in to počnem. Takoj, ko začutim, da je preveč tega uma in samo cilji, se moja zgodba konča. Ali pri stranki, ali pa kjerkoli v kakšnem podjetju. Če pa je srček, če pa je ta ljubezen noter, pa absolutno lahko. Vendar na vsakem obredu, čisto vsak obred, skoraj, no, da bom zdaj rekla čisto vsak obred, odvisno od stranka, ki jih imam, deluje srca in z ljubeznijo, deluje, se strinjam. Evo, to je napisala eno, tako da jo pošiljam poljub. Bi že mi je pa ušlo, ko sem prebrala tam. Na skoraj vsakem obredu pa pridem do tega, kako smo povezani z družino, kako delamo z našo družino, koliko sprejemamo našo družino, ali čutimo našo družino, ali zaupamo naši družini, ali zaupamo našemu partnerju, partnerki, ali dovolimo sprejeti otroke, ali vidimo v naših otrocih največje naše idole. In če mi dovolite, bo to naslednja tema mojega videa, kjer bom se dotaknila področja, da veste, kje izgubljate ljubezen. Če ljubezni, dobro, tako je pomembno, da imate sebe najraje,
Ampak to, ko slišim, ko mi ljudje rečejo, pa kot to je meni najmanjša malca. Včasih si tako vprašam, pa veste, koliko jaz delam, pa še danes, kdaj zjutraj se zbudim, pa mi tako, ko se pogledam, pa si rečem, rada se imam, pa ko pogledam, rečem, wow, nič nisem slišala, nič nisem začutila. In ko začutim, včasih mi ne gre tako lahko z jezika. Kaj se šele pa zgodi, če mi to ljubezen nimamo v družini, ali če to ljubezen ne delimo s svojimi najbližjimi, če ne čutimo ljubezni do svoje mame, če ne čutimo ljubezni do svojih brata, sestre, svoje, tašče, tudi do tašče. Jaz pa moja tašča se super razumemo, tako da hvala moji tašči. Kaj se dogaja, če tukaj ni ljubezni? Ko nam ljubezen odteka, ker je nima se nekje primiti. Koliko težje opravljamo to delo, koliko bolj samo obstajamo in premalo živimo. Evo, če mi dovolite, bi vzela to temo za naslednjič, da se dotaknemo ljubezni primarne družine in potem razširjene družine, ker včasih se mi zdi, da se vam to zdi tako čist nekaj nič kaj pomembnega, v resnici je pa tukaj naša moč do sreče, naša moč do uspeha, naša moč do tega, da živimo to v resnici, kdor smo, kar pomeni naše poslanstvo, naša moč, da k nam pritekajo krasni ljudje, srčni ljudje, to pomeni neranljivi, ki nas lahko mogoče ranijo, vse prihaja od tukaj. Čisto vse od tukaj. Se strinjam, da najprej je vaš partner ali pa partnerka primarna družina, pa vaši otroci, ampak prav tako je pomembno, da začutimo to našo družino, s katere smo prišli. Ok, toliko za enkrat. Evo, hvala. Ja, kako lepo. Ljubezen izhaja iz nas samih. Točno to. Jaz sem vam hvaležna za to, da ste bili z mano. Hvala. Upam, da sem vam vse povedala, kar sem vam želela. Vse, kar delam, zahvalo sem povedala. Samo odpirite srčke, samo srčke, čim manj jeze. Ne brati teh komentarjev, ko pišejo pa to. Puste to, dajte delete. Sam berite lepe stvari, pogledajte, kako lahko rastete, dajte si glasbo, skozi poslušajte mogoče kakšne ikare, to bi bilo fantastično. Zadnjič mi je rekel mojster, to še naj povem, da če bi ljudje poslušali tako, da Alan, hvala za ta, jaz to kar slišim, noter takoj vzamem, takoj integriram. Če bi ljudje poslušali afirmacije vsak dan, čisto vsak dan in poslušali zdravilne pesmi, ne afirmacije, ikare, zdravilne pesmi, bi se že od tega lahko pozdravili. To pomeni, bi dobili odgovore, ne bi bili tako zbegani, ampak bi lahko se že sami zdravili. Kaj pa vedno najbolj zdravimo? Srce. Ja, zaradi tega, ker srce, to pomeni vse naše bolezni, ki se zgodijo samo zaradi tega, ker naš naš srček, absolutno pa tudi duša, gre vsak na svojo stran. Krasen vikend, lepo se imejte. To pa bi bilo to. Tako da pošiljam tako vsem en krasen poljub. Imejte se lepo, delajte s srcem, prosim vas, v ne najdemo najboljših odgovorov. Srček pozna največje odgovore, najbolj kreativno in največjo širino nam da. Čau.